V šokantnem preobratu ljudje, ki prestopajo v islam, začenjajo to obžalovati. Mislim, kdo bi si to mislil, kakšno presenečenje. Ljudje, ki se pridružujejo islamističnim kultom, jim v resnici niso všeč. Ako poskušajo oditi, ugotovijo, da ne morejo, ker jih imajo za nevernike in zato, veste, zdaj bi bila to smešna zadeva. In iskreno, ljudje, ki prestopijo in so dovolj naivni, da nasedajo njihovi nori propagandi, si to do neke mere tudi zaslužijo. A hkrati poteka obsežna kampanja, da bi spreobrnili vedno več mladih ljudi. Mislim, poglejte tega otroka, resnično otroka, ki izgleda, ko sem prvič prišla sem, si bil zelo vesel, izjemno vesel, da greš skozi to spreobrnitev. Ampak danes vam želim pokazati reakcije nekaterih teh islamistov, ki ugotavljajo, da se iz te težave, v kateri so se znašli, pravzaprav ne morejo rešiti. Težave, ki naj bi jih sprejela z odprtimi rokami, a so jim žal lagali. Presenečenje, presenečenje. Dobrodošli v Odpor, sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video. Ga delite, veste, naredite tisto stvar, ker ste zdaj del gibanja za odpor. In ljudje, imamo izjemno, res izjemno razburljivo napoved, ki prihaja. To ste si želeli in zdaj se začenja, zato bodite pozorni na to. Ampak dovolj o tem, pojdimo k video posnetkom ljudi, ki resnično spoznavajo, da so naredili napako. Začnimo z Mošeja mi je lagala. Močno leta 2023 in potem sem ugotovil, da je bilo vse, kar me je moja mošeja učila, laž. Torej, to se je zgodilo. Preden sem postal musliman, sem več mesecev raziskoval življenje preroka. Bral sem Koran, obiskal sem mošejo, imel sem pogovore z mnogimi svojimi muslimanskimi brati in učili so me o islamskem nauku. Celo potoval sem v muslimanske države in preprosto sem se zaljubil v islamski način življenja. In v tistem trenutku se je islam zdel popoln. Ničesar ni bilo mogoče dodati ali odvzeti. Ne bo se nadaljevalo tako. Tako sem mislil. Kasneje sem spoznal, da je bilo vse, kar so me učili v islamu, laž. Učili so me, da prerok ni pustil nobenih navodil, kdo naj vodi po njem. Ampak povej mi, kako lahko Abu Bakr imenuje Umarja in Umar lahko imenuje Uthmana? Ampak prerok, ki je začel vero, ne imenuje nikogar. To mi nima smisla. Nekega dne sem brskal po TikToku in naletel na tega moškega, Abdullaha Hašima, ki je trdil, da je omenjen v oporoki preroka Mohameda. In preden rečeš, da ni nikoli zapustil oporoke, tukaj je. In potem izvem, da je bil Ali imenovan za naslednika po preroku in da sta kalifat ukradla Abu Bakr in Umar. Tako se potem vrnem v mošejo in jih vprašam o tem. Rečem jim, kaj je s tem? Je to res? Kaj se dogaja? Samo ovinkarili so. Niso imeli nobenih pravih odgovorov. Mislim, kakšno presenečenje. Kdo bi si mislil, da bi skupina ljudi, ki javno pravi, da lahko lažejo, takija, tudi med sabo laže. Mislim, da obstajajo logične nedoslednosti. Mislim, kako je to mogoče? Torej, isti ljudje, ki so me učili, niso imeli odgovorov na moje vprašanje. Kdo je bil, ker če postavijo vprašanja, naj bi vodili po prerokovi smrti. Imam res brezplačno priložnost zate, če te umetna inteligenca straši tako kot mene. Če jo še vedno uporabljaš kot Google, moraš to vedeti. Klot ni klepetalni robot. Tako ljudje gradijo prihodnost interneta, avtomatizirajo opravila za ves teden in dokončajo projekte, za katere je bila prej potrebna cela ekipa v samo nekaj urah. Vem, da se mi bo življenje spremenilo, če se tega naučim, in da lahko postanem strokovnjakinja brez kakršnihkoli izkušenj, ampak je strašljivo. In ta strah nama ne koristi več, zato moraš izvedeti za to delavnico za obvladovanje Claude AI. Popolna poglobitev v Claude, njegove resnične primere uporabe in več kot 10 drugih AI orodij, ki bo potekala ta vikend, od 10 do 19 ure po EST. In bili so dovolj radodarni, da so to omogočili brezplačno za mojo publiko, kar nam je zelo všeč. Zato se prijavi preko povezave v opisu profila. Več kot 10 milijonov ljudi po vsem svetu se je tega že udeležilo in so temu na Trustpilotu dali oceno 4,9 od 5. V samo 2 dneh boste s Claudom opravili poglobljene raziskave, ustvarili lastne artefakte in nadzorne plošče, pripravili celotne predstavitve, nastavili povezave za avtomatizacijo dolgočasnih opravil, kot je celotno iskanje zaposlitve in se praktično preizkusili s Claudom. Programirajte, ustvarjajte prilagojene agente, generirajte vizualne vsebine in videoposnetke z umetno inteligenco, ter boste lahko ves svoj teden avtomatizirali. Na voljo so tudi brezplačni bonusi, kot je 50 skrivnih kodnih akordov, ki se spremenijo v orodje najvišjega nivoja,
celotna knjižnica AI pozivov in personaliziran graditelj AI orodij. In mentorirajo vas vodilni iz Microsofta, Googla, Amazona in Nvidie. Kar se boste naučili v 2 dneh, bo spremenilo vaši naslednji 2 leti in zavedno. Zato se prijavite zdaj, preden zmanjka mest. Povezava je v opisu. Skenirajte QR kodo in se pridružite WhatsApp skupnosti, preden zmanjka mest. V današnji seriji Ne bodi bedak in ne spreobrni se v vero, ki te bo samo izkoristila, si oglejmo to čudovito, a res nadležno mlado dekle. Ko rečem res nadležno, boste v trenutku razumeli, zakaj. Ljudje iz tega, da si musliman, naredijo res skrajno neprijetno izkušnjo. Mimogrede, ljudje kot ste vi, ste problem. Ne tisti ljudje, veste, ženske, ne one. One tukaj niso problem. Bila sem tako navdušena, ko sem prvič odkrila islam. Toliko tolažbe sem našla v molitvi. Veselje, za katerega sem dejansko mislila, da je šala. Mislim, ali ljudje res, o moj bog. Mislila sem, da se tako norčuješ iz Amerike, da se v resnici ne govori tako. Kaj se dogaja? V redu, moraš začeti od začetka. Ljudje iz tega, da si muslimanka, naredijo tako zelo neprijetno izkušnjo. Bila sem tako navdušena, ko sem prvič odkrila islam. Uteha, ki sem jo našla v molitvi. Veselje, ki sem ga občutila, ko sem brala Koran. Izkušnja nošenja hidžaba in približevanja Bogu je bila zame tako lepa. In potem skozi. Je to šala? Je to. Kot? Oprosti, potrebujem samo trenutek. Moj britanski tega ne more dojeti. Žerej? Se norčuje iz nas. Izkušnja nošenja hidžaba in približevanja Bogu je bila zame tako lepa. In potem v letu, ko sem nosila hidžab, sem opazila, kako me ljudje drugače obravnavajo. Dehumanizacijo, ki jo doživljajo muslimani, in mikroagresije, ki jih doživljam vsak dan. Mikroagresije? So ljudje nesramni do tebe, ker si se pridružila kultu smrti. Tako mi je žal, res mi je žal. To mora biti res neprijetno zate. O moj bog, zakaj ne greš govoriti s svojim bogom o tem in vidiš, če lahko kaj naredi, da ti pomaga? Ne morem verjeti, res. Ona želi naše sočutje. Če še vedno ne razumeš bistva, ona želi naše sočutje, ker se je pridružila skupini psihopatov in jo zdaj užali dejstvo, da ljudje mislijo, da je psihopatka. Vem, da tega še nikoli nisem doživela, ker sem prej bila pač bela ženska. Vem, da je to prva težava, s katero se srečujem v svojem življenju. Koga sploh briga? Vem. Sovražim, ko ljudje rečejo, da sem postala muslimanka zato, da bi bila zatirana. Kdo si želi biti zatiran? Razen mogoče belih evangelikalcev. Veliko raje bi imela, da bi bili ljudje prijazni in sprejemajoči, ter da bi vedeli, da to, kar doživljam, ni niti kaplja v morje, v primerjavi s tem, kako nasilna in genocidna je islamofobija in kako nasilni in genocidni so islamofobi. Vsa islamofobija je neposredna posledica milijard dolarjev, ki so bile vložene v širjenje sovraštva do islama. Ne morem prakticirati svoje vere. Ne, da bi hkrati razumela, da me bodo ljudje slabo obravnavali, da bom doživljala diskriminacijo. Zelo, zelo počasi se stvari spreminjajo in moram si zapomniti, da sem del procesa spreminjanja mišljenja ljudi o islamu. In to je lahko res veliko breme. Vse, kar lahko rečem, je, da še nisem videla boljše reklame za to, da si ne bi želela spreobrniti v islam. Nikoli več nočem slišati tega glasu. Ampak seveda ji nekako uspe vtakniti tisto o belki. Sem belka, sem samo belka, sem navdušena. In tu so milijarde dolarjev. Ni milijard dolarjev, ki bi jih vlagali v to, da bi ljudje začeli sovražiti tebe. To si delate sami, ker vsiljujete nore ideale, ki jih ljudje na Zahodu preprosto ne marajo. Mislim, verjeli ali ne, ampak nekateri ljudje tam zunaj dejansko podpirajo pravice žensk in ne potrebujejo milijard dolarjev, da bi začeli sovražiti tiste, ki pravic žensk ne podpirajo. In nekateri ljudje tam zunaj dejansko imajo radi otroke, zato ne potrebujejo, da jim kdo plača milijarde dolarjev, da bi poskušali zaščititi otroke. In nekateri ljudje tam zunaj jim ni všeč ideja terorizma ali džihada ali da bi bili neverniki. Nekateri ljudje tam zunaj bi radi nosili, kar želijo, brez da bi jim kakšen moški v obleki mama govoril, da bodo zdaj kaznovani, ker si drznejo nositi, kar si želijo. Nekateri moški tam zunaj bi radi vero postavljali pod vprašaj, ne da bi jim rekli, da morajo zdaj iti iskat 72 koz. Nekaterim ljudem je dejansko všeč ideja svobode in to nima nobene zveze z milijardami dolarjev propagande.
Če ne želite, da bi vas ljudje sovražili, bi morda morali dejansko verjeti v nekaj, kar ljudem ne povzroča rahlega nagonskega nelagodja. Kot politično gibanje, ki se pretvarja, da je religija in poskuša prevzeti oblast povsod, kamor pride, in to ne le s preobrnitvijo, ampak tudi z dejanskim nasiljem. Morda samo morda, če bi to storili, bi se znašli v položaju, kjer ljudem vaš hidžab ne bi bil v napoto. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.